Uporaba platforme Joe Suite v didaktiki. Nekaj zelo kratka predstavitev tega, kar smo danes obravnavali med prvim srečanjem. Torej, poglejmo. Najprej smo si pogledali brskalnik Google Chrome, kajti platforma Joe Suite for Education deluje najboljše, če jo uporabljamo preko brskalnika Google Chrome. In zato si bomo zdaj v teh dneh, v začetku smo si prav pogledali, kako deluje ta brskalnik. Kdor ga slučajno nima še nameščenega, si ga lahko namesti preko uradne strani, klikne pač na uradno stran, ki vas poveže, in tukaj si sledite navodilom in si pač namestite. Zakaj je pametno imeti nameščen tudi Google Chrome? Kot sem rekla, je ta brskalnik, preko tega brskalnika Joe Suite najboljše deluje. In na splošno je pametno imeti nameščeno več brskalnikov, ker ne vse platforme delujejo dobro preko istih brskalnikov. Zato, če imamo več brskalnikov, če nam nek program, neka platforma ne deluje dobro na enem, poskusimo na drugem. Včasih imajo določene platforme določene pač zavire, če poskusim na drugem, nam dovoli. Meni se recimo med lockdownom zgodilo, da nisem mogla plačati ene položnice, ker sem se prijavila preko Safarija, potem sem šla na Google Chrome in potem mi je uspelo. Ko kupimo računalnik, navadno imamo že ta brskalnik pač, ki je v sistemu. Recimo, če imam Microsoft sistem, imam navadno Edge ali Internet Explorer, če pa imam sistem Apple, imam navadno Safari. Imamo potem pa še druge brezplačne brskalnike. Na naših šolskih brskalnikih imamo navadno, Mozilla Firefox. Če imate Linux, mislim, da tisti, ki imajo Linux, si navadno inštalirajo Opera. Opera ne poznam, vem pa, da marsikdo ima tudi Opero. Brskalniki sistemov, to se pravi tisti, ki jih mi imamo naložene, ko že kupimo računalnik, kot smo rekli prej, Safari za Apple in Internet Explorer oziroma Edge za Microsoft, se navadno sami avtomatično, ko posodabljamo sisteme, se posodobijo tudi brskalniki. Tudi brskalniki pa, ki niso del sistema, to se pravi Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, je priporočljivo, da redno posodabljamo, kajti tako delujejo bolje. Navadno nas sistem obvesti in mi posodobimo. Pa poglejmo še razliko med okni. Govorili smo tudi o oknih in zavihkih. Katera je razlika med okni in zavihki? Jaz lahko, ko vi se prijavite v Google Chrome, se vam preko Google Chroma se vam najprej odpre eno novo okno, ki je navadno tako. Zdaj ni nujno, da morate imeti slikco, jaz imam slikco, sem si tukaj s pomočjo tega ukaza ponastavila nastavitve. Bomo to še pogledali, kako deluje. In avtomatično, ko se vam odpre okno, imate tukaj že nastavljena nova skeda, nov zavihek. Tukaj navadno, glede na to, katerih spletnih strani se vi najbolj pogosto poslužujete, imate tukaj en izbor teh spletnih strani, to naredi že sam sistem. Tukaj lahko vtipkate pač zahtevo, geslo, karkoli, ali pa kliknete direktno na ikonco. Recimo tukaj jaz imam, kar večkrat gledam, pač našo spletno stran, imam tukaj ikono naše spletne strani, našega ravnateljstva. Vidite, v trenutku, ko jaz kliknem, se mi tukaj v zavihku, to je prvi zavihek, se mi pač vpiše spletna stran našega ravnateljstva in imam tukaj našo spletno stran. Torej, zavihki kaj so? Jaz imam torej okno. Okno je to, kar se meni pokaže. To je eno okno. Jaz v tem oknu lahko delam določene stvari. To je programsko okno. Programsko okno
pač Google Chroma. In imam kot nastavljen brskalnik Google. Bomo še pogledali, kako si lahko to tudi zamenjam, popravim. Imam pa potem zavihke. Vsakokrat, ko jaz lahko v okviru tega programa, okna, ki je programsko okno, lahko brskam, delam, iščem različne stvari in si tukaj odpiram različne zavihke. Torej, ko jaz kliknem na ikono Spadžarija, ali pa recimo, zdaj sem klikala na tisto ravnateljstvo, se mi odpre spletna stran Spadžarija. Če jaz kliknem, želim eno novo okno, poiskati nekaj drugega, ne da bi tega, ker mi bo to lahko še vedno rabilo, bom klikala spet na plus in se mi bo odprl en nov zavihek. To pomeni, jaz pa še vedno delam v istem oknu. Nisem v enem drugem oknu. To je, sem v istem oknu. Torej, delam na drugem oknu. To je prvo okno, to je drugo okno. V tem oknu imam pač tukaj imam pač prijavo na srečanje, to je z mojo elektronsko pošto. Imam torej mojo elektronsko pošto, imam moj disk, se pravi moj Google Drive, imam pač predstavitev, ki smo prej gledali. Tukaj, jaz sem odprla novo okno, imam novo okno, tukaj v tem novem oknu imam razredni dnevnik in tukaj lahko poiščem, ne vem, lahko dam še tisto ravnateljstvo, kot sem rekla prej, ali me zanima nekaj drugega, si lahko poiščem, ne vem, Wikipedija, recimo, prosim, enciklopedija, ker bom nekaj rabila. Zdaj, če jaz želim delati eno in drugo, kaj naredim, skrijem, zdaj odvisno, če imate, jaz delam na Apple, imam tukaj tako, drugi imate, je drugače, če je v Microsoft, ima navadno tukaj pri strani, torej jaz klikam tukaj na rumeno, tisto in se mi skrije. Potem pa lahko tukaj spodnje vrstice takoj prikličem zopet na ekran, na glavno delovno področje. Čemu so recimo zavihki bolj praktični od oken? Če jaz želim delati na dveh oknih, moram stalno priklicati in skriti, priklicati in skriti. Če pa delam s pomočjo zavihkov, jaz lahko imam iste zavihke, ki jih imam tukaj, lahko jih imam tudi samo na enem oknu. Kaj naredim? Kliknem. Tukaj se mi odpre nove zavihku, zopet začetno okno. In tukaj si lahko kliknem na Spadžari, ima še Spadžarija, potem kliknem na VS občine, imam VS občine, potem pa recimo me zanima imeti še, Wikipedijo, ker bom nekaj pač tam rabila in imam še Wikipedijo. Torej, jaz lahko v enem oknu imam več zavihkov. In to zakaj se splača? Ker recimo, če jaz bi rada si pač delala, tukaj iščem en podatek, ki bi ga rada vstavila v mojo predstavitev, kratko malo in jo imam na Wikipediji recimo, ali pa kaj naredim, kratko malo odprem, poiščem pač to, kar mi meni rabi, lahko počrnem, pač shranim in zopet tukaj vstavim. Torej je zelo praktično. Istočasno lahko tudi kaj naredim. Seveda, jaz zdaj tukaj moram gor in dol in gor in dol. Si lahko tudi brez nobenega težave, vidite, samo premaknem in približam določene zavihke, tako da lažje mi ni treba, posebno, če jih imam odprtih več, vidite, jih imam lahko veliko odprtih, zna biti to zelo, zelo koristno, ker potem postane to zelo majhno in ne vem točno več, kje imam, kaj in zato zna biti to potem nerodno, če jaz imam pač toliko stvari odprtih. Si lahko to premaknem. Torej, jaz vsakokrat, ko imam kako, torej lahko si nov zavihek nastavim. Ali da kliknem na plus, ali seveda lahko vedno, tukaj imamo te 3 pikce, tukaj spodaj se skrivajo nastavitve. Tukaj piše personalize, kontrola, Google Chrome. Kliknem gor, tukaj vidite, lahko, če jaz pritisnem nova skeda, to se pravi nov zavihek ali tab po angleško. Zato imamo tudi ukaze, ker jaz delam na Macu, imam tukaj ta znak za kontrol, za ukaz, ali pa drugače na
PC-jih imate pač pritisnete tipke Ctrl in T. To je za tab, za nov zavihek. Če pa želim novo okno, da bom imela prav dve okni, lahko kliknem na ali Ctrl N, ukaz N in tisto. Včasih pa se splača imeti in delati s tako zvanimi nevidnimi v Chromu kot gost, to se pravi na okno brez beleženja dejavnosti v slovenščini. Ali v italijanščini nuova finestra di navigazione in incognito. Če jaz kliknem na to, se mi odpre eno tako novo okno in delam v incognito, to se pravi, ne da bi se beležilo, kdo sem. In res, vidite, jaz tukaj nimam ne piše noben moj elektronski naslov, čeprav sem se prijavila iz elektronskega naslova, ker imam jaz tukaj večstopenjsko šolo občine. Kaj se zgodi, če jaz tukaj pa seveda moram pisati vse. Jaz recimo bi rada si pogledala in imela pač tudi pregledati trenutek, nekaj so mi poslali na mojo osebno pošto, recimo, prav? Ali pa na Rubo, ker imamo zdaj dve pošti. Kaj naredim? Tako malo si moram pa vse napisati. Recimo, da pogledam mojo osebno pošto, napišem gmail, gmail.com, kliknem, se mi odpre in me vpraša tukaj tisto. In tukaj bom napisala zdaj Tavčar Olga, imam že spode, ker imam pač arhivirano. Tukaj imam tudi že geslo, naprej. In v tem primeru imam jaz tukaj mojo osebno pošto in recimo imam nekaj, so mi poslali in to si lahko pogledam. Lahko mi tudi rabi za to, da si pogledam recimo, kaj jaz vem, moj oseben Google Drive, Imam tukaj, vidite, in tukaj imam moj Google Drive. Tukaj prosite, sem pogrešila, sem pogrešila Google Drive in si lahko tukaj kratko malo grem na moj Google Drive. Seveda, tukaj pa velja isto kot prej, kot sem kazala. Če želim to, moram pač to enkrat gor ali pa si zmanjšam, tudi to je ena druga varianta. Če delam recimo na miznem računalniku z velikim ekranom, je to lahko tudi praktično tako. Ni noben problem. V tem primeru, ker lahko kar z enega na drugega grem. Če pa imam manjši ekran, postane to malce nerodno. Lahko naredim kaj? Jaz lahko brez nobene težav tudi tukaj se prijavim, poglejte, se prijavim, navadno se najbolj še splača na ta način, jaz se navadno naredim tako, da tukaj kratko malo grem na Drive, ki je isti kot ta, boste videli, tukaj imam vse občine in tukaj imam tudi vse občine. Če pa jaz želim ta moj Drive, tukaj imeti mojega osebnega, kaj bom naredila? Bom kliknila tukaj na moj račun, tukaj vidite, sem tudi jaz že logirana in tukaj imam moj, vidite, da sta enaka. Samo v čem je razlika? Tukaj, ko bom jaz zopet pritisnila na plus, bom zopet dobila, če grem jaz zdaj tukaj zopet na Drive, recimo, bom zopet dobila tistega od večstopenjske šole občine. In tukaj jaz vidim vse razne moje račune. Recimo, če bi to bil šolski računalnik, zelo mogoče, ker učitelji potem pozabimo se odjaviti, bi tukaj videla še račune drugih akaunte, račune drugih kolegov. Tukaj pa, ker je to v inkognitu, to se pravi brez tistih, če jaz kliknem gor, ne vidim nobenega drugega računa. Uporaba pač računa, preko katerega se nihče ne more beležiti, ker ni beleženja dejavnosti, nam rabi predvsem za to. Narabi, ko ne delamo na našem računalniku, ko delamo na šolskem računalniku, ko želimo, da pač naše iskanje, pri našem iskanju se ne zabeleži pač naš oseben elektronski naslov, račun.